Microsoft je v Mariboru na Microsoftovem podjetniškem forumu, ki že tradicionalno poteka v okviru mednarodne konference Podim, razglasil zmagovalno ekipo letošnjega slovenskega izbora tekmovanja Imagine Cup. Imagine Cup je največje svetovno študentsko tekmovanje, kjer je ideja predvsem spodbuditi študente, da realizirajo svoj potencial, svoje ideje in pomagati v bistvu na poti od ideje do realizacije in pa potem, seveda, kar je ultimativni cilj, da ta ideja ne ostane samo na predstavitvi tekmovanja ali pa v glavah študentov, ampak da jim pomagamo tudi na uspešni potencialni podjetniški poti, ki se razvije lahko iz ideje, s katero nastopijo na tekmovanju. Na finalu največjega študentskega tekmovanja na svetu bo slovensko znanje in inovativnost zastopala ekipa Second Sight. K meni je prišla skupina radovednih, nadebudnih študentov in so me prosili, če bi sodelovala kot mentorica pri njihovem projektu. Zdaj pa, ker imam nekaj izkušenj že tudi z delom z slepimi in slabovidnimi in gluhimi in naglušnimi, sem rekla, zakaj pa ne. Študente tudi že poznam, ker so bili moji študenti in tako se v bistvu začela naša zgodba. Kaj v bistvu ste se domislili, kakšna je vaša ideja? Naša ideja je vzeti pametni telefon, pa vse njegove komponente, torej recimo razne GPS lokacije, ki nam omogočajo napredne storitve in ta telefon prilagoditi slepim slabovidnim uporabnikom. Zraven tega imamo seveda še sintetizacijo zvoka, prepoznavanje govora, tako da je v bistvu interakcija z telefonom olajšana. Kaj pa je bila gonilna sila, da ste se prijavili na tekmovanje zgolj potovanje v Ameriko ali še kaj druga? Ne, za razliko, mogoče res je letos toliko ekip bilo prijavljenih zaradi tega potovanja, ampak mi smo tekmovanje že odprej poznali, poznamo tudi ekipe, ki so tekmovali, poznamo tudi podjetja kot iKnow, recimo, pa smo videli, kaj so oni uspeli narediti in nam je nekako bilo to spoznati to okolje, pa videti, kaj lahko z neko svojo idejo, kako daleč lahko spravimo. In občutki po zmagi? Super, fenomenalno. Premagati toliko dobrih ekip, toliko dobrih idej, ne vem, enkratno, res. So upoštevali vse vaše nasvete? Mojih nasvetov je bilo bolj malo, drugače pa ja, definitivno. Letos smo dosegli svoj vrsten rekord. Na samo tekmovanje se je v štartu prijavilo 23 ekip z zelo raznovrstnimi projekti. Potem smo v prvi fazi izbrali 6 finalistov, ki so v času od izbora finalistov do danes svoje ideje še pilili, dodelovali in med katerimi smo potem danes izbrali zmagovalca. V bistvu smo imeli kar težko delo, ker je v bistvu vseh 23 idej, še posebej pa v bistvu 6 finalnih, med katerimi smo danes izbrali zmagovalca, so bile v bistvu vsaka po svoje zelo inovativne in pa v vseh smo lahko videli nek potencial za komercialno implementacijo v prihodnosti. Vse finaliste zato vabimo, da se včlanite kot predinkubacijo, se pravi kot ideja. Dobili boste svojega mentorja, tako da tisti, ki gravidirate na Ljubljano, ste vabljeni v Ljubljanski univerzitetni inkubator, štajerski pa v tovarno Podjemov, tako da vas bomo kot take člane povabili potem na razna druženja, na izobraževanja, hkrati pa tudi potem, ko bo stvar bolj resna, vam bomo pomagali, dali mentorja in vam pomagali pri izdelavi poslovnega načrta oziroma pri razmišljanju, kje je vaša konkurenca, kje lahko denar dobite, mogoče kakšne stike z investitorji in podobno. Zmagovalna ideja je zanimiva posebej še zato, ker se dotika področja uporabnikov, ki so včasih tudi malce zanemarjeni, še posebej pa v bistvu zaradi napredka sodobnih tehnologij, ki pa temeljijo predvsem na dotiku in pa vizualnemu zaznavanju. Ker je zmagovalna rešitev usmerjena v pomoč uporabi telefonov za slepe in slabovidne, je v bistvu to tudi zaradi te komponente v bistvu zelo zanimiva rešitev. Svetovni finale Imagine Cupa 2011 bo potekal v New Yorku od 8. do 13. julija. Slovenska ekipa pa se bo pred odhodom v ZDA slovenski javnosti predstavila tudi na letošnji Microsoftovi NT konferenci v Portorožu.